Bližajo se evropske volitve in to je seveda glavna politična tema tudi v slovenskem parlamentu. Ali se motim? Tukaj res v Novi Sloveniji obžalujemo, mi se torej v volilni kampanji pred evropskimi volitvami ne bomo pogovarjali o Evropi prihodnosti. Mi se ne bomo o tem pogovarjali, ker se bomo pogovarjali o hašišu. Ta tema je pa kar v modi v državnem zboru. A vi veste, da so se o konoplji pogovarjali že drug teden zapored? Niste tega vedeli, ne? To je očitno imelo kar določene posledice. V dvorani se jih je zbralo manj kot polovica, se pravi premalo, da bi sploh lahko začeli sejo. Ker prehajamo na odločanje, vas prosim, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav in glasujemo o dnevnem redu. Nismo sklepčni, zato glasujemo še enkrat in glasujemo. Nismo sklepčni, čeprav nas je v dvorani kar precej. Tako da, spoštovane kolegice in kolegi, nadaljujemo prekinjeno sejo in glasujemo o dnevnem redu. Glasujemo. Zdaj me pa zanima, če je kdo tukaj duh, ker jaz vas kar vidim nekaj. To je to. To so ti simptomi. Najprej rdeči čevlji, po kar nekaj poješ na poprek, pa duhove vidiš. To je ta tretja faza. Čeprav jaz ne vem, a ona hoče reči, da se ji prikazujejo duhovi ali so nekateri poslanci v resnici duhovi. Ker če v državnem zboru straši, bo treba poklicati ustrezne pogodbene sodelavce. Seveda pa je prikazovanje pravljičnih bitij lahko tudi simptom prekomerne uporabe prepovedanih substanc. Zaradi tega so v opoziciji zaskrbljeni, ampak poslanci Svobode in Levice so imeli večino in tako bomo junija lahko o legalizaciji najbrž odločali na referendumu. So pa iz opozicije udarili nazaj s predlogom o referendumu, ali naj se funkcionarji obvezno testirajo na mamila. Kakšni so njihovi argumenti? Če hočemo, da se bodo problemi s prepovedano drogo začeli zmanjševati, moramo začeti pri glavi. Funkcionarji, ki so jim zaupane pomembne družbene, politične in druge funkcije, morajo biti za zgled. Funkcionarji bi morali krepiti svoj ugled in ugled institucij, ki jih zastopajo ali predstavljajo, in morali bi se izogibati ravnanjem, s katerimi krnijo ugled države ali institucije, ki jo predstavljajo ali zastopajo. Zdaj, a je preveč jointa pokadil ali premalo? Ampak se upravičujem, gospod Tanko, večina naših politikov serija po svojem ugledu in ugledu države tudi brez prepovedanih drog. Testiranje je tle težko kaj pomagalo. Poglejmo pa, kaj v predlogu SDS misli največji ekspert za marihuano v gibanju Svoboda. Hvala lepa za besedo. V življenju je bolje biti nasmejan, kot pa večno razočaran in pa zagrenjen. Bolje biti nasmejan kot zagrajen. Zagrajen. On to zastonj deli te modrosti, veste? On je pol Buda. Brez L-o na koncu. In njegove modrosti so padle na plodna tla, ker drugače se tegale pa ne da pojasniti. Meni je tole tako smešna razprava, da bom v bistvu dala en predlog. Kaj, če bi mi vsi zdaj se postavili po vrsto zbor, pa gremo tam od zunaj, imam medicinsko sestro, pa se gremo testirati. Pa na alkohol tudi. Bomo pihali, pa kri nam bojo vzeli. No, potem pa predlagam, da v bistvu predsedujoča prekinete sejo, pa gremo vsi lepo vrsto zbor in se gremo testirati, pa da vidimo, kdo je čist, pa kdo ni. Moj predlog v bistvu, še postopkovni zraven. Želite glasovati? Damo na glas. Mislim. Kaj zdaj? Kaj to ona jemlje, da je tak ziher, da se ne bo poznal na krvi? Neke rožice so, ki jih ne zazna, po moje. Zdaj, interesa za testiranje je bilo kar. Zdaj sam še pove, kam naj se damo v vrsto, da izpeljamo postopkovni predlog. Pravičujem, kolegica Kozlovič, mislim, da so eni iskali pot do testiranja, zato ste bila malo
Zato je bilo malo šuštranja v dvorani, če ne si vsi seveda zaslužimo res mir, ampak mislim, da so eni iskali poti. Kje je testiranje? Sem slišala, ja. Tako, no. Besedo ima magister Dejan Premik, izvolite. Hvala lepa, dobro, da sem zelo hit na vrsti, da bom en prvi tu v tisti vrsti za testiranje, ker jaz osebno s tem nimam probleme, imam pa probleme s tem, da sem funkcionar in da bi moglo biti to obvezno pač za nas vse. Se pravi, vsi poslanci mislijo, da se nam noč poznali na krvi. No, na koncu je vse skupaj malo zapletlo, to pa je res. Kolegica magistrica Klakočar Zupančič, izvolite. Jaz imam pa tudi eno postopkovno. Zdaj, ko sem gledala tole razpravo, jaz mislim, da ni nič več potrebnega testiranja na droge. Tako, se je kar pokazalo. Tako da tista predlog, ki sem ga prej podala, ga zdaj povlečem nazaj. Tako da sem že videla, kakšno je stanje. Na podlagi izkustvene, na podlagi tega, da sem vizualne poslušala sejo, pa sem videla, da v bistvu ni potrebno več testiranja na drogo. Ok, kolegica, seveda veste, da to ni postopkovni predlog, razumem. Želite postopkovno ponovno? In tako je Urška Klakočar Zupančič s steklenimi očmi svoj predlog umaknila. Tako da testiranja v parlamentu ne bo in referenduma o tem tudi ne, ker ga je pač predlagala SDS, ki nima dovolj glasov v državnem zboru. Smo pa zato mi izvedli mini referendum na ljubljanskih ulicah. Kaj misli ljudstvo na to temo? Jaz mislim, da. Ja, če je za vse, ne? Se tudi tovornjakarji ne smemo voziti pod vplivom substanc pa alkohola, ne? Tako da mislim, da bi treba bilo testirati vse zaposlene. Recimo, ne bi se testirali. Dobro bi bilo, ne? Ja, tako. Če velja za vse, ne velja tudi za poslance, ne? Čeprav pri naši vdaji pa glih kontra situacija. Mi publiko testiramo za droge in če so negativni, ne smejo not. Ja, kaj pa so zamorjeni, pa tiho. V glavnem, kaj pa o testiranju funkcionarjev pravi stroka? Če bi hoteli imeti strog nadzor nad prisotnost psihoaktivnih snovi, potem bi mogli testirati funkcionarje na 4 do 5 dni, kar je pa tudi zelo, bom rekel, mučno. Skozi bi jih morali testirati, se pravi, pred vsako sejo bi moral stati v vrsti pa lulati v kozarce. Ne vem, zakaj bi bilo to mučno. Dobro, mučno bi bilo poslušati Sajovica, ko bi to komentiral. Torej, jaz sem izvlekel lulek in bom se zdaj polulal. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.